sem glavar, vas me že pozna. Od Cerna pa do Gavšeka posod sem jaz doma. Oj, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, ja. Motiv, ki ga imamo, je izboljšati kraj, v katerem živimo ter mu dati vsebino. Glavni prihodek v proračunu, s katerim razpolagamo, predstavlja dobrih 3800 evrov, ki ga vsako leto nakaže občina Kamnik, ter je namenjen pokrivanju stroškov vzdrževanja osnovnih sredstev krajevne skupnosti Podgorje. Pristojnosti krajevne skupnosti so v glavnem reducirane na podajanje mnenj in želja občinski upravi občine Kamnik. Bolje učeno se temu reče lobiranje, ter ne nazadnje na pomoč in sodelovanje pri urejanju oziroma pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč. Kljub vsemu se, če je volja, znanje in pa seveda vztrajnost, da doseči marsikaj. Kot pa sem nekoč na tem odru o tem že govoril, je najtežavnejši del pridobivanje soglasij, predvsem ko gre za posege v zasebna zemljišča. Razumeti je treba, da je glede tega vprašanja mnogo previdnosti, ter če hočete negativnega predznaka, po vsej verjetnosti, da zaradi slabih izkušenj iz preteklosti. Kljub vsemu sem dobil občutek, da glavnina sprejema tudi to z razumevanjem. Povem pa vedno, da vkolikor se Podgorci ne uspemo dogovoriti, se na občini zaradi tega nihče ne sekira, pač gre denar drugam. Kot ste opazili, potekata v vasi dve večji investiciji. Sanacija dela glavne ceste z izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, dvema avtobusnima postajama ter umirevalni ukrepi in širitev pokopališča s predvideno izgradnjo poslovilnega platoja. Platoja, ki je bil predviden med Cerkvijo in Farovžem, žal v želeni obliki zaradi nasprotovanja lastnika sosednjega zemljišča zaenkrat ne bo. Seveda je bila slaba volja tudi v pričetku sanacije ceste, saj se je skozi vas, kjer je speljan obvoz, valila kolona prometa, ki sicer dnevno preko Podgorja upada v Kamnik. Težava je bila nekoliko omiljena z restriktivnejšo organizacijo obvoza, se pa tudi na ta način manifestirala prometno obremenitev naše vasi, kar predstavlja resen problem in kot obljubljajo na občini, naj bi se v prihodnje uredila tudi cesta skozi vas, če bodo seveda Podgorci pripravljeni odstopiti košček svojih zemljišč. Pa da počasi zaključim. V tem mandatu se je nekako zaokrožila sanacija tega kulturnega doma, za naslednji mandat ostane še zunanja ureditev, ter ureditev sobe, kjer so potapljači imeli kompresorsko postajo. Peter, prav tako Slovenci. Se ne zastopil, Marjana Slovenca, ko se zares naša županja piše. Jojo, prosite, jaz sem Peter. Vem, naš mladi, novi profesionalec pevskega zbora. Joj, sploh si ne morete misliti, kako sem vam hvaležna, da ste sprejeli to službo. Pred kranki se kitajska sploh še ne bi mogla privoščiti. A neki napade? Ja, kdo? Žeja. A jaz grem. Gledam, kje najbližji hiša, čist men grede pa to gostilna, veš. Pa sem odzavil. Pa se pa pil iz sa obrambe pa v sroku, mene bo strah, poj. Da, vodja Petra, o njel se bo še veliko slišati. Končno imamo pravega profesionalca. Če ga ne bi dobili letos, bi definitivno zapustila zbor. Ne bilo čisto nobene škode. Vi me boste razumeli, vi ste profesionalec. Človek kot opiči se in leta ukvarja s temi amaterji. No, leto, ali tako hudo, ali pa... Še huje, sploh si ne morete misliti. Za trenutek sem že prijal vsi, ki so me spoznali na življenjski poti, da sem kot Pavarotti. Da imate zbor. Sami ste mi čudi, da imate zbor. Ja, seveda ga imamo, a ne? Ja. Glejte, jaz vidim samo šest, kako bi rekel, samo klicanih amaterskih pevcev. Pa sej sem vam rekla, da pride še Helenca. Da, ampak glejte, jaz bi za svoj program, ki sem ga pripravil, potreboval najmanj 20 pevcev in toliko sem jih tudi pričakoval minimalno. 20? Ne, o tem pa nikoli nisem govorila in tudi v pogodbi stoji drugače. Pogodba so dobro pisali. No, poglejte. Se obvezuje
omenjam, da bom vodil zbor, nikjer pa ne piše, koliko članov mora imeti. Da, to je res, ampak če želite zares kvalitetno petje. Kvaliteta ni v kvantiteti, važna je tehnika, ne pa velikost. Da, poznam to, jaz pa sem sanjal v 40-članskem zboru. Prvičev si pripel rdečje cvet, ki ga žulja pod roko, mati dala je v slobo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, sinu dal je v spomin, zeleniči ragami. Bravo. 3, 4. Pauza. Ja. No, lejte, gospa županja, mislim se, da jaz dajmo pauza. Dirigent, mladi ste še mladi. Mrzike se boste morali še naučiti. Že tma, veš, pa videl sem v temeno postavo, pa se mi je zdel, da je sosedova Petra sam nisem način zihar vsaj nič. Ne bolj, da kar prašam, a ne? Pravim, a si ti Petra? Ona pa me je prav čudno nazaj. Ne, on je mene. Tista ta blond, tista iz nove hiše. Ja, lejhnica, sploh ni važno na žen. Važno je, da me imaš ti rada. In brez skrbi šla bova v Ljubljano. Ti boš naredila svojo solo kariero. Jaz pa bom tvoj osebni dirigent in evropski odri naj čakajo. Joj, tako te imam rada, tako zagreto govoriš. In boš nocoj tudi dirigiral. Seveda, da bo. Tako bi si mi danes jutraj. Še bolj intenzivno in Najboljši dirigent. Se že upevata? Da. Vam ki pomagam? Dobil sem anonimko. Anonimko? Kdo je to? Berem. Gospod Eržin, za norca vas imajo. Otrok sploh ni vaš. Zborovodja se že 3 mesece zabava z vašo Helenco. V vaši lastni hiši. Temu morate definitivno narediti konec. Kaj je to? Sramota. Ne. Lejte, jaz in Helenca... Muta, ne smeš vsega verjeti, kar piše. Saj veš, kakšen novost včasih pišejo, ne bodo že zapisih. Pa nič mi ni treba razlagati, grem zdaj. Dirigent, vidiš, kaj si nam naredil? Kakšen je rezultat tvoje umetniške občutljivosti? Ena nosečnica in zamera pri sponzorju. Odpoved dajem. Kaj? A prav slišim odpoved? Ne, to pa ne. Ta večer mi bo speljal do konca, tako kot smo ti plačevali. Je stare pesmi pil, vse življenja ves